Put your head up, play! Jojo, Blaž, živo pozdravljen, kako si, kako gre? Pozdravljen, kar v redu, ti? Gre, pripravljen za debato, čeprav je bilo zanimivo, ko smo debatirali zadnjič, si rekel, da so ti debate o Dallas Mavericksih to sezono kar malo dolgočasne. Ja, meni so kar fejst dolgočasne, če sem čisto iskren. Bova več o tem, zakaj so te debate dolgočasne, morda ne samo tebi, tudi opažam podobne reakcije pri nekaterih navijačih Dallasa. Pa ne pozabite se naročiti na ta YouTube kanal, če še niste, oziroma da se naročite na naš podcast na Spotify, SoundCloudu, Google podcastih oziroma kjerkoli pa že nas poslušate. In pa če poslušate kjerkoli že, da všečkate tale posnetek in nam s tem pomagate pri nadaljnjem delu. Pa pustite komentar seveda na YouTubeu ali pa na katerikoli drugi platformi nas poslušate. Vedno radi z vami tudi podebatiramo o vseh topikah, o katerih debatiramo na podcastih. Tako da smo veseli tudi vaših komentarjev, ne samo všečkov in naročnin, s katerimi nam pa ogromno pomagate. Torej, všečke, naročnine, komentarje sva omenila, zdaj pa lahko kar grejo na debato ali bi mogoče mogla še kakšno stvar omeniti, preden začnejo? Ne, lahko kar greva na debato. Ja, ti si dejansko rekel, da so ti malo dolgočasni letos Dallas Mavericksi, pa ja, povej zakaj, no, pa lahko tukaj začneva. Kot prvo so mi dolgočasni za gledati, kot drugo so mi pa dolgočasni za debatirati o njih. Stvar je v tem, da se isti problemi ponavljajo zdaj že leta in se ne spremenijo in v bistvu lahko vsak teden povemo eno in isto stvar in zaradi tega pač so mi enostavno je ratalo dolgcajt govoriti o njih. Pač čisto iskreno, ker pač vsak teden lahko ponovim eno in isto stvar, z to izjemo, da Porzingis zdaj dejansko igra dobro. Ampak to je vseeno potem neki napredek, pa recimo ta zadnja tekma proti Pelikanom, zdaj nocoj igrajo še eno proti Pelikanom in potem proti Memphisu jutri, ampak ta zadnja tekma proti Pelikanom, kjer so odigrali eno izmed najbolj učinkovitih tekem v zadnjih 40 letih, pa mislim, da najbolj učinkovito v zadnjih 20, ni to nič spremenilo od tvojega vidika? Zaenkrat še ne, zaradi tega, ker pač spet se ponavlja zgodba, da premagujejo slabe ekipe proti dobrim, pa še niso zmagali. In to je pač tukaj glavni problem. Ja, Pelikani so ekipa z dna zahodne lestvice, z dna lestvice lige, nasploh med 4-5 najslabšimi ekipami lige so, verjetno bodo tam tudi ostali še kar nekaj časa. Tako da ja, taka zmaga verjetno ne prinese toliko veselja, kot prinese recimo negativnih komentarjev, poraz proti Clevelandu na tekmi predtem, pa predtem potem še proti Washingtonu. Zdaj na zadnjih 7 tekmah so vpisali 2 zmagi, premagali so Clipperse na tisti tekmi, ko se je Luka vrnil, v zadnjih 4 tekmah, ko se je vrnil, 2 zmagi, 2 poraza. Tako da zdaj ta serija porazov, predvsem brez njega, 3 zaporedni porazi, 2 proti Phoenixu in potem še proti Clippersom. Vse same dobre ekipe, sami porazi, brez Luke. Pa tudi z Luko, ja, se zdi, da to sezono ne bi mogli konkurirati tistim najboljšim ekipam. In to je res tisto, kar nekako nas dela morda malce večje pesimiste, oziroma nekako rezignirane, bolj vdane v usodo. Zdi se, da je maksimum tega moštva limitiran. To sezono z postavo, ki jo imajo zdaj že 3 leta, o tem smo še več kot dovolj govorila, ne samo v podcastih, tudi na naših spacih smo imeli že nekaj zanimivih in podrobnih debat na to temo. In dejansko se zdi, da s to ekipo več kot recimo v najboljšem primeru drugi krog, če seveda imajo uspešen redni del sezone in že v prvem krogu ne naletijo na recimo Sunse ali pa Warriorse, verjetno tudi Utah, ekipe, kjer preprosto ne vidim nobene možnosti, da bi jih premagali, pa mogoče bi tukaj lahko dodali še kakšno ekipo, ki zdaj na začetku sezone ne igra najbolje.
Sigurno. Tudi Denver je ena taka ekipa, ki ima sicer trenutno zelo veliko težav s poškodbami, ampak če so relativno kompletni, so tudi dosti boljši od tega Dallasa. Enostavno tudi zdaj vidimo, da z dobrim Porzingisom ta ekipa še vedno ne more premagati najboljših. Zdaj velik problem je tudi met iz igre, ki je bil, se pravi, proti New Orleansu je bil vrhunski, odličen, v bistvu samo superlativi lahko govorimo, ampak načeloma pa v tej sezoni tisti karierni 40% tricaši enostavno ne zadanejo bazena. In Luka je, mislim, da v ligi eden izmed tistih igralcev, ki vodijo v negativnem smislu, seveda vodijo v razmerju pač dejanskih asistenc proti potencialnim asistencam. Se pravi, Luka ustvari precej več potencialnih asistenc, kot jih pa na koncu izkoristijo njegovi soigralci. In zdaj, kar se je pokazalo na teh tekmah je, da če imaš odličnega Luko Dončića, če imaš odličnega Porzingisa, imaš pa očitno preslab podporni kader, kar pa v bistvu že vemo od začetka sezone. Ne? Ja, Luka ima 17,5 potencialnih podaj na tekmo, 8,6 dejanskih podaj. Recimo Trae Young ima 16 potencialnih podaj na tekmo, 1,5 manj, pa 9,1 podaj na tekmo. Recimo Lamelo Ball s 13,7 potencialnimi podajami pride do 8 podaj na tekmo. To razmerje ni najboljše, ni tudi katastrofalno, čeprav je res, da so Dallas Mavericks ena od teh ekip, ki teh odprtih metov 4 to 6 feet ne zadevajo dobro. Pri tistih wide open, tistih, kjer je igralec povsem sam, so bolj uspešni, ampak potem, ko vse skupaj seštejemo, so na koncu še vedno 18. ekipa po odstotku meta za 3 točke. Eden od večjih problemov je recimo Kristaps Porzingis, ki igra sicer bolje, kot si omenil, ampak ko se malo bolj konkretno poglobimo v kakšne številke, pa vidimo, da še vedno ne igra ravno fenomenalno. To sezono namreč meče 30% za 3. Pri številu troj, ki jih vrže, bi mogel precej bolje metati. Potem pa še Reggie Bullock in Sterling Brown, 2 igralca, ki so jo ravno pripeljali za to, da bi zadevala trojke in sta v preteklosti že dobro zadevala trojke, oba pod 30%, 29 in 28% za 3. Oni so v tem trenutku verjetno še največji dolžniki. Luka v zadnjem času zelo dobro meče. Na zadnjih 4 tekmah 44%, njegov procent trojke gre počasi navzgor, trenutno 34,3 pri težavnosti njegovih trojk in številu trojk, ki jih tudi vrže, so to že solidni odstotki. Če bo lahko še za kakšen odstotek, 2, morda 3, 4 celo popravil to učinkovitost, bo pa to potem zanj že odlično. Tim Hardaway, Dorian Finney-Smith, Jalen Brunson, vsi bi lahko bolje metali. No? Vsi so tudi okoli 35%. Trenutno Dorian Finney-Smith je bil dolgo časa zelo slab, zdaj na zadnjih tekmah malo popravil te odstotke. Tukaj imajo še neke rezerve, dosti sva govorila tudi o tem pozitivnem regressionu, to the mean, povratku na tiste njihove odstotke iz prejšnjih sezon. Dejstvo je, da niso tako slabi strelci, kot so bili do sedaj, tako da lahko pričakujemo, da bodo bolje metali, ampak tukaj se že svet ponavlja in verjetno je tudi to eden izmed razlogov, da je res, kot si rekel, mogoče malce dolgočasno debatirati o Dallas Mavericksih, kar te pa že spet potem pripelje do tega, da si ne moreš pomagati, da ne bi bil jezen na vodstvo kluba, na Cubana, da naredijo ekipo, ki je zgrajena okoli enega od najbolj gledljivih igralcev sveta. Igralca, ki ga nisi smel zamuditi, ko je igral za Real, ko je igral za reprezentanco, tudi zadnje sezone v Dallasu, ampak to sezono pa dejansko, skupaj s temi spremembami, ki jih je Kit naredil, slabšim spacingom, ki je delno povezan tudi s tem slabšim metom za 3, ampak delno pa tudi sistemom Kida oziroma spremembami, ki so šle predvsem na roko Porzingisu in njegovim postupom. Še vedno pogrešam večje število pick and rollov Luke in Porzingisa. Preveč se mi zdi, da še vedno igrajo postupe na Porzingisa. Je igralec, ki tudi če ne meče dobro, zahteva od nasprotne obrambe, da ga pokrivajo. Pri ostalih igralcih Dallasa, pa tudi če mečejo bolj učinkovito, ni tako. Recimo Doriana Finney-Smitha tudi pri njegovih 35% pogosto puščajo samega, še posebej na zadnjih tekmah predtem smo videli
res, recimo proti Clevelandu, kjer so izgubili, smo videli tekmo, kjer so Luko praktično celotno tekmo na zunanjih položajih podvajali, ko je pa prodiral, so pa pod obročem zgostili obrambo in smo videli ogromno screenshotov po tisti tekmi situacij, ko je bilo vseh 5 igralcev Clevelanda, če ne v raketi, pa z eno nogo v raketi, ko je Luka prodiral. In v taki situaciji je res težko igrati. Še posebej, če so igralci ne zadevajo metov, ki jim jih pripravi in tako kot si omenil, Blaž, potencialne podaje kažejo, da ustvari ogromno priložnosti. Ja, mislim, se ni raketna znanost. Če tvoji soigralci zadevajo trojke, pomeni, da morajo nasprotni branilci oziroma obrambni igralci stopiti korak bližje, posledično se odpre več prostora v raketi in vsi pridobijo s tem. Pridobi Porzingis, pridobi Dončić s svojimi podajami in na končni fazi pridobijo potem tudi soigralci, zaradi tega, ker se lahko zelo hitro zgodi, da nekdo nekoliko zaspi, skoči notri in lahko Luka gladko poda žogo ven na trojko prostemu soigralcu, tako da vse v bistvu se začne in konča pri tej trojki. No? Tako da jaz mislim, da če bodo res izboljšali učinkovitost meta za 3 in zdaj jaz ne pričakujem, da bo tak kot proti New Orleansu, ampak če bi samo procent meta za 3 dvignili njegovi soigralci, bi to že precej pomagalo. Ja, Luka ima najvišji assist percentage v ligi, torej ko je na parketu, je odgovoren za največji delež podaj svojega moštva in to kljub temu, da še vedno ne izkoristijo, kot sva govorila, priložnosti, ki jim ustvari vseh teh odprtih metov, ki jih Luka pridela, ali pa seveda nimajo centra, ki bi lahko v pick and rollu pod obročem v koš pospravljal njegove milimetrsko natančne lobe, ki se zabijajo skoraj da sami, ampak z William Collijem Steinom in regresiji Pavla, o kateri smo tudi dosti govorili, preprosto nimajo centra, ki bi lahko to izkoriščal in tukaj Luka zgubi 3-4 podaje na tekmo, Dallas Mavericksi pa 8-10 lahkih točk vsako tekmo. To jim še vedno manjka in v kombinaciji s tem slabšim metom trenutno je to tudi razlog za njihovo slabo koš razliko kljub dobri poziciji na lestvici. O tem so tudi že dosti govorila, da verjetno ta koš razlika bolj natančno kaže, kje je ta ekipa in to je ravno rezultat teh visokih porazov proti dobrim ekipam in mučenju oziroma tesnim zmagam proti slabim ekipam. Vsaj to je določen trend, ki se še vedno kaže to sezono in bodo verjetno Mavericksi dolgočasni na nek način, dokler se ta trend ne bo spremenil, ker drugega kot vdan v neko usodo v tistem play-offu, ki bo prišel, ne moreš biti, če ne bo seveda prišlo do kakšnih sprememb v ekipi. Dobra igra Porzingisa, boljše igre Porzingisa in tudi recimo Jalena Brunsona pa morda odpirajo nekaj manevrskega prostora za določene spremembe, ker je treba povedati, da naslednja 3-4 leta, 3 zagotovo, Dallas ne bo imel povsem nobenega cap spacea in tudi zaradi tega so bila midva že po free agencyju zelo negativna, ker niso izkoristili priložnosti, ki so jih do zdaj imeli so jih pa več kot dovolj preko tradeov, preko free agencyja. Da se ne bomo ponavljali, zgodovina je dobro znana, izpuščene priložnosti tudi. Teh je bilo preveč, zdaj pa drugače kot s kakšnimi tradi, morda sign and tradi v free agencyju se ne bo dal spremeniti te ekipe. In to je tisto, fatalistično na nek način, ker preprosto veš, kaj te čaka, tudi če bi Luka zdaj bil glavni MVP kandidat, kar v tem trenutku ni, ampak do konca sezone bo zagotovo v formi, v kateri bo moral biti za playoff. V playoffu je do zdaj še vedno bil izjemen, ampak to je tisto, kar smo že videli v 2 playoffih. Rezultat kljub izjemni, neverjetni igri Luke je Dallas na koncu še vedno izpadel in verjetno se bo podobno zgodilo letos, če seveda ne bo prišlo do kakšnih tradeov, ki jih pa vsi pričakujemo. Zdaj, mogoče si mi dal celo neko istočnico, glede na to, da jaz ne maram toliko veliko govoriti o Dallasu, kot sem povedal že na začetku, ker se res samo ponavljava. Ti zdaj omenjaš nek playoff, ampak Dallas ima recimo 1 zmago več od 10. uvrščenega Denverja. In zdaj od 7. do 10. mesta grejo na tisti play-in turnir za playoff
In dejansko, če samo nekoliko se ti pokvari situacija, pa je Dallas lahko čez noč v bistvu na 10. mestu. In zdaj, če pogledamo še recimo Sacramento, ki je pa na 11. mestu izven te play-in opcije, ima pa 2 zmagi manj od Dallasa. Tako da niso oni tudi toliko zelo garantirana ekipa za v play-off. Res je, da pač loči, saj kot sem že rekel, 2 zmagi ločita med 4. in 11. mestom. To pomeni, da so vsi nekako pač v istih odstotkih, ampak zelo, zelo hitro se ti zgodi, da se ti pač neki mal sfiži. V končni fazi sam poglejmo, poškodba Luke, pa so bili 3 porazi takoj, In zdaj se ti zgodi še ena poškodba Luke, še za neki tekami, pa play-off lahko samo še sanjajo. Že v polni postavi, kot so zdaj, se jim lahko zelo hitro zgodi, da bojo zgrešili play-off. Verjamem, da bojo play-in ekipa, ampak za play-off pa lahko se ti zelo, zelo hitro potem na play-inu zgodi, da pač izpadeš. V končni fazi samo poglej lansko sezono. Ja, če bojo zdravi, bojo v play-offu. Mislim, če bo Luka zdrav, bojo v play-offu. V to jaz ne dvomim. Če pride do poškodbe Luke, potem je pa za Dallas velja tako kot za vsako heliocentrično ekipo zgrajeno okoli enega igralca, čeprav Dallas seveda ni ravno zelo dobro zgrajeno okoli tega enega igralca, so druge ekipe, ki so to naredile precej bolje. Konec koncev Atlanta Hawksi so okoli Treja zgradili precej boljšo, neprimerno boljšo ekipo. In tako kot recimo Chicago Bullsi, ki so zadnje poletje imeli manj cap spacea na voljo kot Dallas Mavericksi, s tem, da so zapravili nekaj denarja, pa tudi z nekaj kreativnosti v free agencyju, zgradili konkurenčne ekipe, ki lahko računajo recimo v play-offu, morda celo na finale konference. Dallas na zahodu, tako kot si rekel, zelo težko. Jaz ne dvomim v njihov play-off nastop, že spet, če bo Luka zdrav. Če se poškoduje, potem tukaj nimamo kaj za debatirati, jasno je, da brez njega tudi proti slabim ekipam stežka zmagujejo, oziroma bolj kot ne nizajo poraze. Brez Luke bi Dallas verjetno bolj razmišljal o draft poziciji, če bi seveda imel svoje pike, kot pa o tem, na katerem mestu bo končal v play-offu, ali bi se boril morda lahko za prednost domačega parketa. Jaz mislim, da če bojo vsi zdravi in če Porzingis še naprej dobro igra, se uigrajo, usvojijo tudi Kidov sistem, so morda lahko ravno zaradi nepredvidljivosti in te zgoščenosti na lestvici, ker ni pa Dallas tudi edina ekipa, ki ima probleme to sezono. Lakersi imajo ogromne probleme to sezono, Portland Trail Blazersi tudi, Denver Nuggetsi sicer poškodbe so njihov glavni problem, ampak tukaj poškodbe lahko povsem spremenijo vsaki ekipi seveda njihove cilje, načrte ali pa možnosti v play-offu, ampak je Zahod zelo, zelo nepredvidljiv in v tem nepredvidljivem Zahodu, če imaš ti seveda toliko sreče, da je tvoja ekipa zdrava, potem lahko ta zdrava ekipa, če ima seveda Luko Dončića, mislim, da pride tudi do tiste top 4 pozicije. A veš, zdaj jasno je, da so Phoenix Suns in Golden State Warriors razred zase, kljub temu, da so do zdaj ekipe odigrale tam 21-22 tekem, 23-24 tiste ekipe, ki so največ tekem odigrale, ampak mislim, da imamo že dovolj velik vzorec, da lahko Phoenix in Golden State, če bodo zdravi, že spet seveda tudi pri njih velja enako kot za vse ostale ekipe, in pri Phoenixu je recimo ravno Chris Paul njihov najboljši, morda ne najboljši, ampak najbolj pomemben igralec, pa zagotovo je Chris Paul, ki povezuje vse. Če se on poškoduje in je imel ogromno težav s poškodbami pri njegovi starosti, seveda to povsem spremeni možnosti Phoenix Sunsov. Golden State enako velja za Stepa. Utah Jazz, tudi oni brez Mitchella verjetno v play-offu ne morejo računati na kaj več, ampak z izjemo treh ekip, nekako, ko gledamo zdaj situacijo pri ostalih in tudi situacijo s poškodbami, je treba vzeti tukaj v zakup dejansko, a veš, če bo Dallas zdrav, lahko so najboljša od teh preostalih ekip, kljub tisti zelo slabi košar razliki, ki smo jo že omenjali, ampak vseeno pa, veš, nekaj že v zadnjem podcastu sva govorila, vseeno je treba tudi Kidu dati nekaj časa. Je pa res, da na koncu, če ima ekipa neprimerno slabši odstotek meta za 3 kot sezono pred tem in če slabše meče za 3,
s prstom treba pokazati na nekoga in če je največja sprememba v rosterju trener, potem je to tudi tista oseba, na katero avtomatično pokaže s prstom. V košarki je uigranost izjemno velikega pomena in potrebuješ nekaj časa, da uigraš vse akcije, da se igralci prilagodijo na to, kar ti hočeš narediti. Če se bo kazal pozitiven vpliv kida, mu je pač enostavno treba dati čas. In ga jaz ne mislim zdaj še preveč kritizirati. Pač lahko kritiziramo določene poteze, mogoče se s kakšnimi ne strinjamo, kar je čisto naravno, ampak da bi pa zdaj recimo rekel, ja, ok, ta kid je toliko za naš, da ga moramo zamenjati, to pa še zdaleč ne. Ja, največja uganka oziroma problem, ki ga jaz vidim, je njegovo vztrajanje pri tej visoki štartni peterki s Pavlom in Porzingisom, potem je probil z Willi Cauley-Steinom in Porzingisom, potem je pa probil še 2 tekmi nazaj v prvi peterki z Mosesom Brownom, poleg Porzingisa. Tukaj je seveda glavni problem, že spet se lahko vrnemo na to, da nimajo dobrega centra, ki bi lahko igral s Porzingisom, če Porzingis ne igra seveda centra, ki je bila v zadnjih 2 letih pod Carlisleom tudi najbolj uspešna, ta 5-out peterka, najbolj uspešna njihova peterka, ki tudi omogočala dovolj prostora za prodore. In te številke v prodorih Luke so to sezono, oziroma predvsem, ko gledamo delež metov, ki jih on zaključuje iz neposredne bližine obroča, je to sezono daleč najnižji v njegovi karieri. Tudi če gledamo njegovo rookie sezono. Kid določene minute med tekmo igra s Porzingisom na petki, s Porzingisom kot edinim centrom, ampak večji del minut, tiste najbolj uporabljene peterke, ki največ minut igrajo skupaj, so pa vse peterke z 2 visokima igralcema. Kleber je morda še najbolj idealna opcija tukaj zraven Porzingisa, on je pa tako kot Porzingis tudi, kar se morda ne govori dosti, injury prone oziroma nagnjen k poškodbam. To sezono je tudi izpustil že precej tekem, 9, če se ne motim, od 20, ki so jih odigrali Mavericks, in tudi lansko sezono je izpustil precej tekem, tudi sezono predtem imel nekaj težav s poškodbami. Tako da te 2 morda najboljši opciji na 4 in 5 skupaj, če že igrata 2 visoka igralca skupaj, sta tudi 2 igralca, ki imata precej težav s poškodbami. Ravno ta učinkovita peterka, recimo s Kleberjem in Porzingisom na visokih položajih, je pa med temi, če gledamo samo najbolj uporabljene peterke po minutaži, zelo nizko. Seveda ravno zaradi tega, ker je bil Porzingis poškodovan, pa Kleber poškodovan, pa seveda moramo gledati tiste peterke, kjer Luka igra z obema, je tudi Luka bil 3 tekme odsoten s parketa in ja, je tudi to ena določena težava oziroma problem, ki jo je treba vzeti v zakup zdaj na začetku sezone. Midva sva že povedala, da 20-21 tekem je ponovadi že dovoljšen vzorec za tiste resne analize in da ponovadi ekipa po 20 tekmah je že tisto, kar je tudi potem na koncu sezone, ampak pri Dallasu bo morda potrebno še nekaj več tekem za to, da bomo res lahko kakšne natančne zaključke potegnili. Ko sva se pogovarjala pred snemanjem tega podcasta, si ti rekel, da se tebi zdi Dallas, da bo ekipa nad 50% zmag. In kakor zdaj kaže, če bodo imeli okoli 50% dobljenih tekem, bi znali biti 4. ekipa. Takšna je trenutno situacija na zahodu in ne rabijo biti več kot to. Ja, dejansko je na zahodu taka situacija tam od 4. do 10. ekipe, kjer lahko na koncu sezone tudi razliko dela zmaga, 2, 3, morda so ekipe celo izenačene. Tukaj pa ima Dallas eno tako manjšo prednost, o kateri se morda ne govori dosti, namreč znotraj njihove divizije. Pa je treba tudi povedati, da je verjetno njihova divizija najslabša divizija v NBA ligi. V Southwest diviziji igrajo še Memphis Grizzlies, San Antonio Spursi, New Orleans Pelicani pa Houston Rocketsi. Z izjemo Memphisa nobena ekipa od ostalih ne bo igrala v play-offu. Da ne bom predolg, znotraj svoje divizije Dallas Mavericksi so 6-0 trenutno. Daleč pred vsemi ostalimi ekipami, recimo Memphis jim je najbližje, pa so znotraj njihove divizije 1-1.
In na koncu, če so ekipe izenačene v konferenci, odloča skor v diviziji. In tukaj lahko tudi to vpliva. Ekipe so tako izenačene in z izjemo tistih 3 najboljših, oziroma 2, pa potem tukaj še Utah malce pod Phoenixom in Golden Stateom. Dejansko je situacija taka, da lahko na koncu že 43, 44, 45 zmag morda pomeni 4. mesto na zahodu. So bila pa leta nedolgo nazaj še, kjer recimo tudi 48 ali pa 49 zmag ni bilo dovolj niti za playoff. Ravno imam odprto statistiko iz 13-14 sezone, kjer je Dallas na 8. mestu imel 49 zmag. Phoenix z odličnim Goranom Dragićem, ki je tisto sezono osvojil tudi Most Improved Player in bil All-NBA igralec, pa je z 48 zmagami ostal na 9. mestu. In mislim, da je to še vedno ekipa z največ zmagami, ki je ostala brez play-offa v zgodovini lige NBA. In taka številka zmag za sam play-off ne bo potrebna, oziroma mislim, da bo tako število zmag pa že skoraj da zagotovo dovolj za 4. mesto na zahodu. Recimo 48, 49 zmag, mislim, da bo to sezono 100% dovolj za 4. mesto na zahodu, oziroma da bo za 4. mesto na zahodu potrebno celo manj zmag. Zdaj, ko si omenil še Gorana Dragića, pa morda lahko ravno na tej točki potem zaključiva, ker namreč tista zadnja novica iz Toronta, ki je prišla, verjetno ste že slišali, prebrali kaj o tem. Goran se je vrnil v Slovenijo, dosegel dogovor s klubom, da bo pač treniral posebej. To ni nenavadna stvar, takih dogovorov je bilo v zadnjih letih z igralci v podobnih situacijah, kot je sedaj Goran, kar nekaj. Prej smo se še vedno spraševali, zakaj za vraga ne igra, ne dobiva minutaže. Zdaj smo dobili tudi na nek način potrditev tega, da pač seveda ni v njihovih planih in želijo verjetno letos tudi se s kakšnim pikom ukrepiti, speljati kakšen trade, v katerega bojo Gorana vključili, če bo šlo zaradi kakšnega izenačevanja pogodb ali pa odkupili njegovo pogodbo. Ampak tisto, kar je ključno, pa da bo mogel verjetno Goran na žalost še nekaj časa počakati. Mesec, 2, največ 3, tam do februarja, sredine februarja, ko poteče ta prestopni rok. In upajmo, da ga bomo potem lahko zopet videli na parketu, če ne v Dallasu, pa v kakšni drugi konkurenčni ekipi. Goran si na koncu kariere, izjemne kariere tudi izjemnega profesionalca, ki je vedno bil zelo fair do vseh klubov in soigralcev, s katerimi je igral. Mislim, da si tega ni zaslužil, tazga odnosa tudi strani Toronta. In upajmo samo, da se bo čim prej lahko vrnil, da vendarle izpeljejo nek trade, pa da bo seveda prišel v neko sredino, kjer se bo dobro počutil, bo dobil pravo priložnost in dokazal, da je boljši od Laurija, pa ne bom zdajle Blaž ne se bat, začel mojega Dragić versus Lauri Renta, ki se ga imel že na vseh mogočih platformah pa povsod, ampak bom samo na hitro omenil, da Lauri kot, 4. opcija v Miamiju daje 12 pik na tekmo ob 41% metu, pa 30% za 3 in mislim, da bi Goran te številke zlahka prekosil, morda bi imel kakšno podajo manj od njega, ampak če bi imel toliko žogo kot on, bi pa tudi lahko si podajo nabero. Te številke mislim, da lahko Goran prekosi in ekipi, kjer bo igral, upajmo, da čim prej pomaga bolj konkretno kot Lauri Miami v to sezono. Lauri, tudi če je boljši od Gorana, pač enostavno ni 12 milijonov boljši igralec od Gorana. 12 milijonov, če gledaš samo to sezono, on bo zdaj le naslednje 3 sezone zaslužil tam 26-27 milijonov vsako sezono, dobil je skoraj da 90 milijonov za 3 leta. 3 leta še. Še enkrat, 12 točk, 41% met iz igre, pa 30% met za 3. Jaz temu rečem karma. Pa ne, da je slab igralec, pa da ne bo zdaj že spet slab. Ne, pač jaz nočem, jaz ne govorim, da je, jaz govorim, da je to karma za Miami. Glede na to, kako so se v bistvu na nek način, na grd način znebili Gorana, zato da so v bistvu pripeljali nek nov shiny toy v ekipo, to je karma. Predvsem bo ta karma naslednjo sezono, pa pol še sezono zatem. Čez 2 leti bo dobil skoraj 30 milijonov, pa mislim, da ne bo boljši, ampak večjemu precej slabši, kot zdaj. Tako da to zna Miami še zelo tepst
dosti in v zadnjem času, tudi nekaj težav s poškodbami, ampak tudi njihov skor po zelo dobrem začetku ni ne vem kako impresiven. Zdaj 13 zmag, 9 porazov, 5. ekipa na vzhodu so trenutno, ampak tudi na vzhodu je lestvica zelo, zelo izenačena. Pa da ne bova predolga, bi še kaj dodal, Blaž? Ne, mislim, da sva kar bila obsežna. Res, da pač še enkrat ponavljam, jaz res ne maram več od Dallasu govor, ker lahko govoriva samo ene in iste stvari in pač se samo še to ponavljava. Smo upali, da bo Luka v 4. sezoni imel okoli sebe ekipo, s katero morda ne, da se bo boril za naslov, ampak s katero bi lahko vsaj resno računal na neko zgodbo v play-offu, na nek podaljšan play-off run. Oni pa v 3 letih niso nič spremenili in to je tisto, kar najbolj seveda boli, pa zdaj se takoj ponavljava, mislim, ker sva tem tudi že dosti govorila. Ja, tako da najbolj, da bi se kar prekineva, pa to. Ti kar klikam stop recording, to je to. Ja, ker takoj lahko hitro zarentava naprej. Živa, Blaž. Adijo.